Spoštovani predsednik sveta, mestne četrti Center, gospod Andrej Dušan Pavlin, članice in člani sveta mestne četrti, cenjeni predstavniki javnega, družabnega, političnega življenja, prisrčno pozdravljeni. Po temle glasbenem uvodu in temle zgodovinskem sprehodu bi v bistvu najlažje začel in končal tako, da vam zgolj čestitam v prazniku. Zgodovina je tudi tak moj osebni hobi, predvsem zgodovina mesta in mogoče je vendarle prav, da v tej častitljivi 150-letnici čitalništva v Celju, ki jo praznujemo na pragu koledarske pomladi in sovpada z praznikom mestne četrti Celje Center, nekaj rečemo še v zgodovini, kar do sedaj mogoče ni bilo povedano. Pravzaprav bi se najprej rad zahvalil, da ste si izbrali ta datum za svoj praznik. Na ta način resnično na najboljši možni način ohranite spomin na velik dogodek, ki skozi prizmo časa, skozi današnji pogled pokaže, kako usodne posledice je imel za življenje v našem mestu. Danes se je seveda težko predstavljati, kako je izgledalo mesto leta 1862, nekaj že bilo povedanega, ampak takrat so mesto oziroma mestno občino Celje bilo razdeljeno na dve občini, Celje okolica in Celje mesto, predstavljali pretežno nemško govoreči prebivalci. Tako so bile recimo 1867. lokalne volitve v mesto in Slovencem ni uspelo izvoliti niti enega podvodnika v mestni svet. Kar seveda ni čudno, če poznamo podatke iz leta 1880, ko je bilo ljudsko štetje, je bilo v Celju 3301 nemško govoreči prebivalec in zgolj 1872 slovensko govorečih prebivalcev. Tako da, če pogledamo tistih 152 članov, koliko je bilo v najboljših časih članov Narodne čitalnice, to niti ni tako malo. Nekje 7-8% slovenskega prebivalstva in danes se veste, v Celju ni nobenega društva, ki bi imelo 3500 članov. Tako da Slovenci so res množično sodelovali v tem čitalniškem gibanju. Kot je že bilo povedano, je bila čitalnica sicer prostor za učenje, zabavo, za druženje, ampak v veliki meri pa predvsem za prebujanje narodne zavesti. Na temelju čitalnice je po oceni zgodovina razrasla cela vrsta institucij, ki so pomembno vplivali potem na krepitev te slovenske zavesti in razvoj slovenstva v Celju. Verjetno zelo pomemben menik predstavlja ustanovitev ljudske šole z slovenskim učnim jezikom leta 1875. Kot je bilo že povedano, zagotovo pomembno dejstvo in nek ekonomski temelj je bila ustanovitev celjske posojilnice, ki so jo ustanovili Slovenci leta 1881. In iz čitalnice, seveda, iz čitalnice so nastali tudi zametki današnjega slovenskega ljudskega gledališča, čeprav zgradba, ki jo imamo še danes, sodobna gledališka zgradba, je bila zgrajena 1885. leta. Vse to je verjetno tudi rezultiralo uspehu na volitvah leta 1889, ampak v občini Celje okolica, kjer so Slovenci prvič zmagali na volitvah in prevzeli oblast v tej okoliški občini. Ne smemo pozabiti, da se je leta 1985 v Celje priselil dr. Dečko, ki je bil duša tega slovenskega gibanja in marsikje verjetno tudi idejni oče teh slovenskih, če tako rečem, projektov. Zelo pomembno v tistem obdobju je bilo verjetno začetek izhajanja prvega slovenskega časopisa v mestu. Leta 1891 je začel izhajati časnik Domovina. Leta 1892 je bila sprejeta uredba za Celje, ki je prvič vpeljala v uradni jezik kot zunanji učevalni jezik, kot so takrat rekli, slovenščino. In ustanovitev tako imenovanih jezikovnih sporednic, nemško-slovenskih sporednic v takratni nižji gimnaziji
je pripeljala celo do padca takratne koalicijske vlade kneza Vindišgreca. To si je danes verjetno tudi težko predstavljati zaradi enega malega mesta, kot je bilo Celje, 5000 prebivalcev, zaradi šole, neke jezikovne zdrahe, kot bi rekli opozovalci, od daleč pade vlada na Dunaju. In verjetno je resen tak veličasten zaključek, ki pa še ni bil zaključek tega voditeljstva, ravno izgradnja tega narodnega doma, kjer so Slovenci, vsa tista društva, končno dobili svoj prostor za delovanje, za druženje, za kulturne dogodke. In zanimivo je, da so praktično pri vseh teh poteh tudi pri ustanovitvi svoje čitalnice Nemci nekako capljali za Slovenci. Kasneje ustanovili svojo čitalnico kot odgovor tej zgradbi začeli graditi današnji Celjski dom oziroma takrat imenovan Deutsche Haus. Kako se je pa ta tekma končala, pa seveda vsi dobro vemo. Po prvi svetovni vojni se je veliko nemškega prebivalstva iz našega mesta izselilo, predvsem v Avstrijo, in od takrat naprej smo pa Slovenci večinski narod v tem mestu. Ko govorimo o skrbi za slovensko besedo, o čitalništvu, seveda ne moremo mimo današnjega časa, ko se sicer nahajamo v nekih drugih integracijah v tej veliki Evropi, multijezikovni Evropi, en majhen narod, in verjetno danes ni nič manj pomembna skrb za našo pisano besedo, za naš lep slovenski jezik in seveda za našo slovensko kulturo. Jaz sem vesel, da imamo v naši sodobni knjižnici izjemno dober obisk. Mislim, da je naša knjižnica druga v Sloveniji v obisku, kar pomeni, da Celjanke in Celjani radi beremo, da veliko zahajamo v knjižnico in da se zavedamo pomena ohranjanja naše lastne kulture. Ob tej priliki bi seveda rad čestital vsem prebivalcem mestne četrti Celje center, se iskreno zahvalil članom sveta, na čelu s predsednikom, za vaše delo v skupno javno dobro. Iskrena zahvala tudi za dobro sodelovanje, na katerega seveda računamo tudi letos in prihodnjih letih. To bo še toliko bolj pomembno, ko se pripravljamo oziroma se bo kratko pričelo izvajati na prenovo starega mestnega jedra, ker bo potrebno veliko potrpežljivosti vas, stanovalcev, tudi tistih, ki upravljajo kakšno dejavnost v mestnem jedru. Vse zato, da bo potem, ko bo končano, pač lepše, bolj privlačno. Jaz upam, da bodo to spoznali tudi drugi obiskovalci, ki prihajajo v staro mestno jedro, kajti mestno jedro je srce ne samo mesta, ampak cele občine, in verjamem, da bomo temu središču povadili nekaj nekdanjega blišča. Kakšna bo vsebina dogajanja v mesto, seveda ni odvisno od zgrad, tlakov, luči in še česa podobnega, ampak je odvisno predvsem od vseh nas, od vas, ki živite tu v mestu, in od nas, ki prihajamo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Predvsem pa si želim, da bi bilo to poslovno živahno, hkrati tudi mesto, kjer bi se Celjanke in Celjani pa tudi drugi srečevali. Skratka, en družabni center, epicenter mesta, kot temu rečemo. Iskrene čestitke še enkrat in naj vam ne zmanjka volje in energije za delo v skupno dobro prihodnost.